Zdaj si v skrbih in utrujen, mar v temi ne vidiš luči. Poglej, luč prinaša rešitev, svobodo obilje deli. Svoj pogled van usmeri, oči svoje upri v Jezusa. In ves čar sveta bo takrat zbledel, si v milosti bo zaživel. Premagal je smrt, zdaj življenje, mu zvesto sledimo še mi. Naš greh zlomil je in ogrnil, naš plaz svoje pravičnosti. Svoj pogled van usmeri, oči svoje upri v Jezusa. In ves čar sveta bo takrat zbledel, si v milosti bo zaživel. Njegove obljube so trdne, verjemi, res dobro bo vse. Le svetu, ki umira po veki, vsak najde lahko upanje. Svoj pogled van usmeri, oči svoje upri v Jezusa. In ves čar sveta bo takrat zbledel, si v milosti bo zaživel. In ves čar sveta bo takrat zbledel, si v milosti bo zaživel. V času, ko je Elvis Presley začenjal svojo glasbeno kariero, je mladenič po imenu Joe odšel na njegov koncert. Navdušeno je opazoval, kako dekleta omedlevajo medtem, ko je Elvis pel in skakal po odru. Joe je v tistem trenutku dobil idejo, da bo tudi on takšen kot Elvis Presley. Kmalu po tistem koncertu je Joe kupil vse njegove plošče. Stene sobe je oblepil s fotografijami Elvisa, pobarval je svoje lase v črno barvo, kupil si je kitaro, ure in ure je stal pred ogledalom in vadil, da bi bil čim bolj podoben Elvisu. S stasom in glasom. Vedno znova je poslušal njegove plošče in se nikoli ni utrudil, ko je poslušal svojega vzornika peti. Ko je Elvis imel koncert v njegovi bližini, je Joe bil tam. Ogledal si je vse Elvisove filme in to je počel celih 20 let. Pomislite, 20 let svojega življenja je porabil za posnemanje in oboževanje Elvisa Presleyja. Do smrti Elvisa je tako dobro ga posnemal, da je začel delati v nočnih klubih po celotnih Združenih državah Amerike. Z oponašanjem Elvisa je služil na $1000 tedensko. Ljudje, ki so ga poslušali, so govorili, da je Joe nastopal in izgledal kakor Elvis. Pel je kakor Elvis, hodil je kakor Elvis, igral na kitaro kakor Elvis in se oblačil kot Elvis.
Po njegovi smrti je Joe še leta in leta posnemal Elvisa. Tudi ko je bil star 50 let, je na enem koncertu zaslužil do $10,000. Ko je ob eni priliki samo na kratko obiskal cerkev, v katero je hodil še kot otrok, je ob srečanju s pastorjem povedal: "Nimam svoje identitete. Pravzaprav ne vem, kdo sem, kajti tako dolgo sem živel kot nekdo drug." Enako je te dni v intervjuju povedala tudi Nicole Kidman. Na spletnem portalu slovenskih medijev sem zasledila njeno izjavo, ki pravi takole. 53-letna Nicole Kidman je priznala, da je igranje lika Grace pustilo resne posledice na njenem počutju. Možu njenega lika sodijo zaradi umora, igralka pa je zgodbo tako ponotranjila, da so še vedno opazne posledice na duševnem zdravju. Nenadoma sem se znašla v nenavadnem svetu, ko nisem več vedela, kdo sem. Imunski sistem ne razume razlike med igranjem in resničnim življenjem, je še povedala. Veliko je danes tudi takšnih, ki lahko ure in ure poslušajo svoje glasbene vzornike ali gledajo filme priljubljenih igralcev in jim želijo biti čim bolj podobni. Socialna omrežja, internetni kanali so polni različnih vsebin, ki privlačijo našo pozornost. Z enim klikom lahko vstopamo v domove znanih hollywoodskih igralcev, z drugim klikom smo že na tropskih otokih ali pa na safariju v Afriki, s tretjim pa že lahko na spolskih tleh. Nekatere vsebine so dobre in koristne, druge malo manj, nekatere pa so zelo slabe ali celo škodljive. Kako naj se torej kot kristjani vedemo v sodobni družbi? Ko gre za stvari kot so novice, ali bi morali prezreti dejanja in si zabiti glave v pesek? Ali pa je boljše, če smo seznanjeni z najnovejšimi vprašanji v družbi, politiki, cerkvi? Kako vse to vpliva na naš odnos z Bogom? Kaj pa bi nujno morali gledati, če želimo biti v tesnem odnosu z njim? Če bi sedaj imeli možnost odgovoriti na vprašanje, kateri je prvi korak k zveličanju, kaj bi odgovorili? Če ta možnost obstaja, zapišite v komentarju. Kateri je prvi korak v procesu zveličanja? Zamislite si, da se neznanec obrne na vas in vam reče, da bi rad spoznal Boga. Kaj bi mu povedali? Avtor knjige 7 korakov do zveličanja meni, da je prvi korak v poteku zveličanja zapisan v Svetem pismu, v Izaiji, v 6. poglavju, v prvi vrsti. V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na vzvišenem prestolu. Čeprav bi mogoče nekateri dolgoletni kristjani kot prve korake navedli nekaj drugega, morda vera, priznanje grehov, spokorjenje, avtor omenjene knjige kot prvi korak omenja videti Boga. Če kdo želi spoznati Boga, ga mora najprej videti. Naslednje logično vprašanje pa bi bilo, kako pa videti Boga? Pred kratkim me je oseba, ki je odraščala v ateističnem domu, vprašala: kakšen je videti Bog, v katerega verjameš? Ali je to oseba, ali energija, ali kaj? Prvo, kar ljudje želijo vedeti, ko razmišljajo o duhovnosti, želijo videti Boga. Tudi Jezusovi učenci so želeli enako. Pokaži nam očeta, to je tisto, kar potrebujemo. Kako videti Boga, če celo v Svetem pismu piše, da ga nikoli in nihče še ni videl? Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojeni Bog, ki biva v očetovem naročju, on je razodel. Čeprav je to ena izmed stvari, ki je Bog človeku prikril in v bistvu ne vemo, kako Bog izgleda, je v Svetem pismu nešteto primerov razodetja Boga.
O Božji podobi vemo le tisto, kar je zapisano na samem začetku Svetega pisma, v 1. Mojzesovi, v 1. poglavju, v 26. vrstici. Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. To je edino, kar jaz vem o Božji podobi. In tako se je tudi glasil moj odgovor, kakšen je Bog, v katerega verjamem. Narejeni smo po njegovi podobi. Nosimo podobo Boga. Ustvarjeni smo po nebeškem vzoru. Kaj to pomeni, da smo ustvarjeni po Božji podobi? To pomeni, da smo enkratni, neponovljivi, da imamo sposobnost razmišljanja in odločanja. Kaj potem sploh vemo o Bogu, če ne vemo niti kako izgleda? Ko opazujemo naravo, lahko ugotovimo, da ima rad lepoto. Ko želimo mir, gremo v naravo in uživamo v njenih lepotah. Že sam pogled na naravo nas umirja, deluje zdravilno. Ena izmed njegovih lastnosti je ustvarjalnost. Ko opazujemo vesolje, lahko ugotovimo, da je Bog moder. Ena izmed njegovih lastnosti je sposobnost upravljanja. Veliko lahko spoznamo o Bogu, ko začnemo proučevati stvarstvo. Kaj še vemo o Bogu? Vemo, kakšen je njegov značaj, saj je opisan v 10 zapovedih. 10 preprostih temeljnih načel. Prvih 4 določajo odnos človeka do Boga, drugih 6 urejajo odnos človeka do sočloveka. Teh drugih 6 zapovedi, spoštuj starše, ne kradi, ne ubijaj, ne pričaj po krivem, ne poželi nič, kar je tuje, so hkrati tudi temeljna načela vseh državnih zakonov in konvencij o človekovih pravicah. Kaj še vemo o Bogu? Vemo, da je Bog ljubezen. Saj celotno 13. poglavje 1. Korinčanom govori o Bogu. In če namesto besede ljubezen ustavimo besedo Bog, se nič ne spremeni. Bog je potrpežljiv, dobrotljiv, ni nevoščljiv, Bog se ne ponaša, ne veseli se krivice, se veseli resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane, Bog nikoli ne mine. Drugo ime za Boga je ljubezen. Celotno Sveto pismo govori o tem, kakšen je Bog in kakšen odnos ima do človeka. Nekateri so se z Bogom pogovarjali posredno, drugi so videli Boga v podobi njegovega sina Jezusa. Le redki pa so imeli priložnost za osebni stik. V nadaljevanju bomo našteli nekaj svetopisovskih osebnosti, ki so videle Boga in kako je to vplivalo nanje, oziroma so se srečali z Bogom. Stara zaveza omenja Mojzesa, ki je bil 40 dni na Sinajski gori, kjer je slišal Božji glas in videl njegovo slavo. Videl je ogenj, videl je dim in slišal gromove. Kaj pa se je zgodilo potem? V 2. Mojzesovi 34:35 beremo. In Izraelovi sinovi so videli Mojzesov obraz, kako žari koža Mojzesovega obraza. Potem si je Mojzes spet zagrnil obraz, dokler ni šel, da bi govoril z njim. Vprašanje, ki se mi tukaj zastavlja, je, ali drugi vidijo, da sem bila v navzočnosti Boga. Ali tudi moj obraz žari po srečanju z Bogom? Ali so tudi moja dejanja takšna, da drugi zaradi tega hvalijo Boga in se čudijo, da takšni ljudje sploh še obstajajo? Ljudje se večkrat sprašujejo tudi, kje je Bog, kadar se znajdejo v različnih težavah. Nekateri ste verjetno že slišali za prispodobo o človeku, ki je v sanjah hodil po pesku in se pogovarjal z Bogom. V teh sanjah mu je bilo predstavljeno vse njegovo življenje. Vidne so bile dvoje sledi v pesku, njegove in Gospodove. Ko se je tako oziral nazaj na svoje življenje, je opazil, da so na nekaterih mestih vidni samo eni sledovi. Ta mesta so sovpadala z najtežjimi dnevi njegovega življenja. Vprašal sem, Gospod, kako se je to lahko zgodilo, če si mi obljubil, da boš vedno z menoj?
Zakaj si me pustil samega prav v najhujših trenutkih mojega življenja? Gospod mu je odvrnil: mesta, kjer so vidne samo ene sledi v pesku, so dnevi, ko sem te nosil na rokah. Mogoče nam je včasih težko verjeti in vendar, ko je stiska največja, je Bog najbližje. Druga oseba, ki jo bomo omenili iz Stare zaveze, je Izaija. V Izaiji 6. poglavju beremo, od prve vrste dalje: v letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na vzvišenem prestolu. Na njim so stali serafi. Tedaj sem rekel: gorje mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami. Prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskami. Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel: glej, tole se je dotaknilo tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen. Nato sem slišal glas Gospoda: koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Rekel sem: tukaj sem, pošli mene. Izaija je stal v popolni svetlobi božanske navzočnosti znotraj notranjega svetišča in se zavedal, da sploh ne bo mogel izpolniti poslanstva, na katero je bil poklican, če bo prepuščen lastni nepopolnosti in nezmožnosti. Ko pa se je angel dotaknil njegovih ustnic in mu s tem zagotovil, da so njegovi grehi odpuščeni, se je na Božje vabilo takoj odzval: tukaj sem, pošli mene. Izaija se je zavedal stanja v Božjem ljudstvu, ki je v tistem trenutku bilo porazno. Čeprav so jim grozile tudi zunanje nevarnosti, združene sovražne vojske, te niso bile tako resne kakor notranje. Popačenost ljudstva je najbolj težila Gospodovega služabnika in mu povzročala najglobljo potrtost. Ti, ki bi morali biti nosilci luči med narodi, so s svojim odpadništvom in uporom priklicali nase Božje kazni. Izaija se ni čutil sposobnega niti dostojnega, da bi opravil odgovorno delo Božjega preroka, vse dokler v videnju ni bil prestavljen v Božje svetišče. In to je bilo tisto, kar je vlilo pogum v Izaijevo srce. In to je tisto, kar bi moralo vliti pogum tudi v naša srca. Pa kaj, če se zemeljske sile zberejo zoper Judo? Pa kaj, če bo Gospodov služabnik doživel nasprotovanje in upor? Izaija je videl kralja, Gospoda nad vojskami. Oseba, ki vidi Boga v svetišču, ne more drugače, kot da se odzove: tukaj sem, pošli mene. Tukaj sem, hočem živeti pošteno življenje. Tukaj sem, hočem živeti po tvojih načelih. Tukaj sem, hočem pomagati drugim. Tukaj sem, hočem živeti tako, da je ta svet videti boljši. Mojzes in Izaija sta imela to čast in prednost, da sta slišala Boga. Mojzes na gori Sinaju, Izaija pa v videnju. Oba sta opravila veliko delo za Gospoda. Mojzes je v enem dnevu ukinil suženjstvo v Egiptu, če lahko tako rečemo, vsaj za izraelsko ljudstvo. Izaija pa je vse svoje življenje usmerjal pozornost na Božje veličastvo, njegovo sodbo in napovedovanje prihoda Mesije. Osebe, ki jih Bog pokliče na tako pomembno nalogo, morajo predtem videti Boga. Nismo vsi poklicani, da bomo preroki ali pastori. Vsak izmed nas pa je poklican, da spozna Boga toliko, kolikor se je sam razodel. Vsak izmed nas je povabljen videti Boga. Res je, da živimo v nemirnih časih. Soočeni smo s strahom pred boleznimi, strahom pred izgubo služb. Pogoste naravne nesreče, kot so poplave in potresi, nas lahko ustrašijo, nemiri v svetu nas lahko zbegajo. In bolj, ko se osredotočamo na strahove, bedo, nemire in razprtije, bolj nas lahko navdaja malodušje, žalost
in obup. Saj hudobnih ljudi in nevarne razmere ne moremo spremeniti. Počutimo se nemočne. Zato je sedaj bolj kot kdaj prej pomembno, da poiščemo načine, da čim bolj pogosto oziroma stalno gledamo Boga. V 2. Korinčanom 3:18 beremo: Vsi mi, ki z odgrnjenim obrazom motrimo Gospodovo veličastvo, kakor bi odsevalo v gledalu, se spreminjamo v isto podobo iz veličastva v veličastvo, prav kakor od Gospoda duha. Spreminjamo se v tisto, kar gledamo. Spreminjamo se v tisto, kar gledamo. Vse, kar gledamo, bodisi dobro ali slabo, vpliva na nas in nas oblikuje. Zato je danes bolj kot kdajkoli prej pomembno, da določimo čas in kraj, kjer bomo vsakodnevno gledali Boga. Edino tako se bomo spreminjali v podobo Boga. Edino tako bomo lahko odsevali njegov značaj. Edino tako lahko preživimo v zmešnjavi, ki nas obkroža, tako znotraj kot zunaj cerkve. Ali bi stali, ali bi klečali medtem, ko molimo. Ali bi peli stare ali nove pesmi. Ali bi jedli zdravo hrano ali ne bi. Ali bi nosili maske ali bi se uprli. Spreminjamo se v tisto, kar gledamo. Ljudje želijo videti Boga, vendar vidijo mene in vidijo tebe. Omenila bom še 2 svetopisemski osebnosti, in sicer iz Nove zaveze. Jezus je rekel: Kdor je videl mene, je videl Očeta. Le redki so to spoznali takrat, ko je Jezus še hodil po naši zemlji. Ena izmed oseb, ki je videla Jezusa, je bil Zahej. O tem beremo v Lukežu 19:3 naprej. Berem 3. in 4. vrsto. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl. Nato se je še Jezus približal drevesu, pogledal gor in mu je rekel: Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši. Ko želimo videti Jezusa, Jezus želi videti nas. Želi vstopiti v naš dom, želi iti z nami v službo, želi vstopiti v naše srce. In kaj se je potem zgodilo? Ko je Zahej videl Jezusovo dobroto, ko je dojel, da ga je Jezus sprejel, tedaj je videl svoje grehe in se odzval. Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga prevaral, mu povrnem 1/4. Spokoril se je, priznal grehe in bil pripravljen povrniti storjeno škodo. Vse to se je zgodilo zelo hitro potem, ko je Zahej videl Jezusa. Ko je Zahej videl Jezusa, ne le, da ga je Jezus počastil s svojim obiskom, ampak mu je prinesel tudi največje darilo, zveličenje. Saj se spodobi, da na obisk prinesemo tudi darilo. Jezus mu je rekel: danes je v to hišo prišlo odrešenje. Po srečanju z Jezusom nihče ne ostane isti. Po srečanju z Jezusom ga ljudje želijo posnemati in želijo biti boljši ljudje. Želijo biti pošteni, iskreni, želijo poravnati morebitne krivice. Kristjani bi morali biti prvi, ki bi imeli to moč, da bi priznali napake, namesto da bi vztrajali samo zato, ker ne želijo ali nočejo priznati, da so v zmoti. Kot na primer druga oseba, ki jo bomo omenili iz Nove zaveze, a to je Savel. V Dejanjih 9. poglavju od 3. vrste naprej beremo, kako je največji preganjalec kristjanov Savel srečal Boga in kakšna sprememba je potem nastala. Med potjo, ko se je približal Damasku, pa ga je nenadoma obsijala luč z neba. Padal je na tla in zaslišal glas, ki mu rekel: Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Rekel je: Kdo si, Gospod? Glas pa je odgovoril: Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš. Zdaj pa vstani in pojdi v mesto in izvedel boš, kaj moraš storiti. Možje, ki so potovali z njim, so obstali brez besed, slišali so glas, videli pa niso nikogar.
Savel se je dvignil stal, toda čeprav je odprl oči, ni nič videl. Prijeli so ga za roko in peljali v Damask. 3 dni ni več nič videl, ni ne jedel, ne pil. Savel je v svoji slepoti videl Boga. In ko je spregledal, je prišlo do popolne spremembe življenja. Od zagnanega preganjalca kristjanov je postal zagnani oznanjevalec evangelija. Nihče po srečanju z Jezusom ne ostane isti. Savel, ki je dobro poznal svete spise in živel po najstrožjih verskih pravilih kot farizej, je sam pri sebi mislil, da mora z vso močjo nasprotovati imenu Jezusa Nazarečana. Ne le, da je nasprotoval, ampak je tudi njegove sledilce zapiral v ječe in celo glasoval za njihovo smrt. Do kdaj je to počel? Vse dokler osebno ni videl Jezusa. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. V teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu. Bog se na različne načine razodeva še danes. Najbolje pa preko svoje pisane besede. Razodeva se nam tudi preko naše vesti, če le dovolimo, da jo vodi Sveti Duh. Naj na koncu še poudarim, zakaj je pomembno vedno gledati oziroma videti Boga. Pomembno je iz več razlogov. Če želimo Boga nekega dne srečati in večno živeti z njim. Če želimo Boga razodevati ljudem okoli sebe. Če želimo delati v Božji službi, biti njegov aktivni učenec, pastor, učitelj, duhovni vodja. Če želimo biti čim bolj podobni Bogu. Če želimo lažje prestajati stiske in nevarnosti življenja. Če želimo drugim biti v pomoro in pomoč. Če želimo, da Bog oblikuje naš značaj. Če želimo živeti pošteno in zgledno življenje. Verjamem, da bi se z nam lahko nadaljevali. Ampak ne pozabimo, ljudje želijo videti Boga, vidijo pa nas. Ob tem sem se spomnila še svoje osebne anekdote. Ko sem bila v adventistični srednji šoli v Maruševcu, sem v sobi bila s stanovalko, ki je bila čisto moje nasprotje. Kar je pomenilo, da je ona bila resna in odgovorna, jaz pa, da ne rečem ravno razposajena, bolj vesela in pripravljena za hece kot za učenje. Sem pa že takrat imela rada Boga in sem rada brala Biblijo in drugo duhovno literaturo. Ko sem nek dan očitno preveč nagajala moji sostanovalki, mi je v obupu rekla: Jelica, prosim te, proučuj, ker si sicer nemogoča. Tudi danes je podobno, le da sem sostanovalca zamenjala. Danes je to moj mož. Vendar Jezus lahko omili vse naše pomanjkljivosti. Ampak ali to pomeni, da jih nikoli več ne bo? V prejšnjem letu, 2020, sem s pomočjo aplikacije Bible vsak dan brala v enem letu prebrala celotno Sveto pismo. Vsak dan 3 do 4 poglavja. Aplikacija ti pokaže tudi, če si kakšen dan zamudil, da to lahko nadoknadiš. Vsak dan sem brala in molila. In vendar se mi je tu pa tam zgodilo, da sem naredila kaj, s čimer nisem bila zadovoljna. Kako je to možno? Mislila sem, da se to dogaja samo takrat, kadar zanemarimo branje in molitev. To, da vsak dan beremo Biblijo in molimo, še ne pomeni, da ne bomo nikoli naredili nobene napake. Dokler bomo na tej zemlji, smo vsi grešniki. Naše meseno življenje se bo vedno bojevalo za prevlado nad duhovnim. Ampak naj nas to ne navda z malodušjem. Saj nas bo Božja roka držala močneje, kot ga lahko držimo mi. Naj pogled na Boga omili vse naše značajske pomanjkljivosti. Jezus je rekel: Kdor je videl mene, je videl Očeta. In kdor je videl mene in tebe, bi moral videti Jezusa, če smo predtem gledali vanj.
Če za trenutek pogledamo sonce v njegovem polnem sijaju, ko obrnemo oči potem stran, se podoba sonca pojavlja povsod, kamorkoli pogledamo. Ne moremo videti ničesar drugega. Enako je, ko gledamo v Jezusa. Vse, kar gledamo, odraža njegovo podobo. Ne moremo videti ničesar drugega ali govoriti o čem drugem, razen o njem. Si predstavljate, kakšna bi bila cerkev, če bi vsi verniki posnemali Jezusa, tako kot je Joe posnemal Elvisa? Smo to, kar gledamo. Duhovna pisateljica Ellen White na več mestih poudarja, kako pomembno je vsak dan, vsaj 1 uro razmišljati o Jezusovem življenju, od jaslic do Kalvarije. Morali bi pozorno proučevati posamezne dogodke in pustiti domišljiji, da živo dojame vsak prizor, še posebej zaključni del njegovega pozemskega življenja. Kakšna bi bila cerkev, če bi ta nasvet dosledno upoštevali? Prizadevajmo si, da bo to tudi naša izkušnja. Poskusimo, če do sedaj že nismo imeli to navado, vsak dan 1 uro premišljevati o Jezusovem življenju, od jaslic do Kalvarije. Izvedljivo je in možno. Kajti spreminjamo se v tisto, kar gledamo. Če se bomo ukvarjali z napakami in pomanjkljivostmi drugih, se bodo iste negativne stvari prenesle tudi v naše življenje. Vedno bi morali posnemati Jezusov način življenja in videti pozitivne stvari, ne glede na to, kaj se okrog nas dogaja. Trdno sem prepričana, da nam bo to edino prineslo mir, ne glede na okoliščine. Ker ne pozabimo, Bog je vedno v kontroli, ne glede na okoliščine okoli nas. Bog nas tudi danes vabi. Obrnite se k meni in rešite se, vsi konci zemlje, kajti jaz sem Bog in drugega ni. Molimo. Hvala ti, dragi naš nebeški Oče, za tvoje razodetje. Hvala ti, ker si nam se razodel v tvoji pisani besedi. Hvala ti za zapovedi, ki nas usmerjajo. Hvala ti za Jezusa, ki nam je omogočil ponovno združitev s teboj, že na tej zemlji, nekoč pa tudi v večnosti. Vodi nas in usmerjaj. Blagoslovi vse naše dobre odločitve. Pomagaj, da vztrajamo v molitvi in razmišljanju o tebi. Ti si obljubil, da boš vedno z nami. Hvala, ker smo lahko mirni, ker si ti v kontroli. Hvala ti, ker ti sprejemaš vsakogar in ki mu greš naproti. Spreminjaj nas, da bomo boljši ljudje, da bomo prinašali mir, upanje in ljubezen, kamorkoli gremo. Prosimo te to in zahvaljujemo v Jezusovem imenu. Amen.